Kaj, če bi umetna inteligenca jutri izbrisala tvoje celotno digitalno življenje? Ljudje bolj zaupajo oblaku kot fizični hrambi, vendar so bili nekateri trajno izgubili dostop do svojih računov, potem ko so avtomatizirani sistemi nedolžne fotografije označili kot nevarne. Predstavljaj si, da izgubiš vsako družinsko fotografijo, vsak poročni video, vsak spomin, ki si ga kdaj shranil. Vse izgine čez noč. Ne zaradi okvare strojne opreme, ampak ker je algoritem naredil napako ali ker si prenehal plačevati. Resnica je, da svojega prostora v oblaku ne poseduješ. Le najemaš dostop do svojih spominov. To je morda najuspešnejši rop v zgodovini tehnologije. Leta 2021 je oče iz San Francisca opazil nenavadno oteklino na telesu svojega malčka in se obrnil na svojega zdravnika. Ker je takrat potekala pandemija COVID-19, je zdravnik prosil za nekaj fotografij, da bi lahko nadaljavo postavil diagnozo. Oče se je takoj strinjal. To je bilo odgovorno ravnanje starša. Zahvaljujoč fotografijam je zdravnik lahko postavil diagnozo in predpisal antibiotike. To bi moral biti konec zgodbe. Pa ni bil. Zgodba je dobila veliko temnejši preobrat. V trenutku, ko je oče posnel fotografije, je njegov Android telefon naredil to, za kar je bil programiran. Kopije je naložil v oblak. To naj bi bila uporabna funkcija. Ljudi so prepričali, da je shranjevanje v oblaku nekaj pozitivnega. To je način, da vedno imamo varnostne kopije naših najpomembnejših fotografij, videoposnetkov in datotek. To naj bi bila boljša alternativa fizičnim SD karticam, ki so jih uporabljali prej. A ta oče je kmalu izvedel kruto resnico, saj so Googlovi avtomatizirani algoritmi umetne inteligence ob sinhronizaciji teh fotografij v oblak pregledali vsako fotografijo in jih označili. Stroj, ki mu manjka človeških čustev in razumevanja, ne razume konteksta. V trenutku so bili očetovi računi onemogočeni. Google ga je preprosto odrezal od vsega. Njegova shramba v oblaku, njegovi stiki, njegove fotografije, njegova e-pošta. 10 let digitalnega premoženja je izginilo, še preden je moški sploh vedel, kaj se dogaja. Policija je preiskala in ni našla nobenega kaznivega dejanja. Oče je bil oproščen kakršnekoli krivde, a Google mu še vedno ni želel obnoviti računa. To je bil šele začetek. Strokovnjaki menijo, da bi lahko obstajalo še na tisoče podobnih primerov, kjer so ljudje odrezani od svoje vsebine zaradi napak, ki jih naredijo stroji. In vse to je posledica spremembe v načinu, kako shranjujemo svoje podatke. Tehnološki velikani in proizvajalci pametnih telefonov so nas na skrivaj prisilili in usmerili v svet podatkov v najemu. Vaši spomini, vaše fotografije in vaše stvaritve niso več vaša lastnina. Shranjeni varno na fizičnih karticah in bliskovnih pogonih so zdaj najeta sredstva, ki jih podjetja držijo za talce za korporativnimi požarnimi zidovi in so podvržena nepredvidljivim dejanjem algoritmov, ki jih ne morete nadzorovati. In za to privilegij morate plačevati. Če pa je oblak tako nevaren in drag, zakaj smo bili prisiljeni vanj? Do leta 2016 je bila revolucija pametnih telefonov dejansko končana. Ne zato, ker ljudi pametni telefoni ne bi zanimali, ampak ker jih je velika večina že imela. Globalna razširjenost je dosegala skoraj 70%. V razvitih trgih, kot so ZDA, je bila ta številka še višja, saj je več kot 90% prebivalstva imelo svojo napravo. Do takrat so tehnološki velikani uživali leta lahke, eksplozivne rasti. Vse, kar so morali storiti, je bilo izdelati več telefonov in nove modele. Milijarde so nasedle temu pompu, a sčasoma se je rast začela izravnavati. Trg je naletel na zid. Tudi inovacije na področju strojne opreme so začele zastajati. Razlika med prejšnjim in trenutnim modelom je bila minimalna. Procesori so dosegli vrhunec, ločljivost zaslonov je dosegla neverjetno jasnost, kamere pa so bile boljše kot kdajkoli prej. Vsak nov telefon je prinesel izboljšave, vendar so se zdele manj dramatične in bolj obrobne kot prej. Zato so se prodajne številke začele zmanjševati. Ljudje so začeli svoje obstoječe telefone uporabljati dlje časa. Ni bilo potreba vlagati v najnovejši model. Takrat so proizvajalci začeli paničariti. Njihovi dobički so se ustavili. Njihove stare metode so postajale vsako leto manj učinkovite. Če niso mogli povečati dobička s prodajo več telefonov, so morali najti drug način, kako izvleči denar iz svojih strank. In so ga našli. Proizvajalci so začeli odstranjevati obstoječe funkcije iz svojih telefonov in isto funkcijo prodajati potrošnikom nazaj po višji ceni. To je bila precej zvita strategija. Prve znake tega smo videli leta 2016, ko je podjetje Apple odstranilo priključek za slušalke iz svojega iPhone 7. Podjetje je trdilo, da je to bila nujna sprememba, da bi bil telefon bolj eleganten in sodoben. To je bila tveganja poteza, ki se je izplačala. Medtem ko so se nekateri kupci pritoževali, se je velika večina prilagodila in svet je na to porabil dobesedno milijarde dolarjev za drage brezžične slušalke.
To je bilo veliko spoznanje za telefonsko industrijo. Lahko so ustvarili svoje lastne težave in na to prodali rešitev po višji ceni. Delovalo je pri priključku za slušalke, zato bi delovalo tudi pri drugi dolgoletni funkciji telefona. Tisti, ki je že leta zmanjševala dobičkonosnost, pri SD kartici. Industrija je potrebovala nov vzvod za dobiček in ga je našla tako, da je umetno omejila najcenejšo komponento telefona. Veliki rop se je začel. Ko je bil leta 2023 izdan iPhone 15 Pro, je osnovni model ponujal 128 GB pomnilnika, cena pa je bila $999. Različica s 512 GB pa se je medtem prodajala za skoraj $1300. Tistih dodatnih $300 je pokrilo še 384 GB prostora za shranjevanje, vendar je Apple za NAND flash pomnilnik, ki je omogočil 512 GB telefon, plačal le približno $25. To je pribitek, skoraj 1100%. To je tako, kot da bi vstopil v restauracijo in plačal $150 za zrezek, ki je stal le $12 za pripravo. Tega ni mogoče upravičiti. To ni nič drugega kot pohlep. Golo, popolnoma brezsramno izžemanje denarja iz potrošnikov, ki nimajo druge izbire, kot da plačajo. Ljudje ne potrebujejo nekoliko izboljšane kamere na pametnem telefonu ali nekoliko hitrejšega procesorja. Potrebujejo pa prostor za shranjevanje. Potrebujejo prostor za shranjevanje svojih vedno večjih zbirk fotografij, videoposnetkov, aplikacij, iger in drugih datotek. Vsako leto se to povpraševanje povečuje. Tehnološki velikani to vedo. Zavedajo se, da je prodaja pomnilnika po kapacitetnih razredih pravzaprav zadnji preostali neskončni vzvod dobička, ki ga lahko uporabijo. To je ena najcenejših nadgradenj v tehnologiji in ena najbolj dobičkonosnih. Toda na poti tega na videz popolnega načrta za ustvarjanje dobička je bila ena ovira. SD kartica. Leta so potrošniki ugotavljali, da jim ni treba porabiti dodatnih $200 ali $300 za model z več prostora za shranjevanje. Potrebovali so le telefon z režo za SD kartico. Kupili so lahko microSD kartico za delček cene in jim ni bilo treba skrbeti, da bi jim zmanjkalo prostora. To je bila preprosta rešitev, ki jo je izkoristilo na milijone uporabnikov. Ljudje so kupovali telefone Android, ker so lahko dodali dodatni pomnilnik za delček cene, ki jo je zaračunaval Apple. A sčasoma so velike znamke Android ugotovile, da morajo reže za SD kartice izginiti. Če pa so želeli doseči 1000% pribitek javnosti, niso mogli preprosto povedati, da želijo več denarja. Potrebovali so zgodbo in prepričati so morali ljudi, da SD kartice se fizično ne morejo več prilagati v najnovejše naprave. Lagati so morali. Telefonska podjetja in ustrežljivi tehnološki novinarji radi pravijo, da sodobni telefoni ne morejo več podpirati SD kartic, da so preveč kompaktni in napredni. Zaradi njihovega elegantnega dizajna danes preprosto ni več dovolj prostora za razširitev pomnilnika. Sliši se razumno, celo prepričljivo. Toda ko pogledate številke, se celotna zgodba sesuje. Fizični volumen microSD kartice je približno 0,01 kubičnega palca. To je približno enako veliko kot 11 zrn riža. Tudi če vključite čitalnik kartic in režo, ki jo drži, je celoten sistem izjemno majhen. Pomislite na vse te komponente v telefonu, baterijo, kamere, celo motorček, ki povzroča vibriranje telefona. Vse te stvari zavzamejo prostor. Nekatere od teh komponent zavzamejo bistveno več prostora kot reža za SD kartico, pa vendar nobena od njih ni bila odstranjena ali ocenjena kot odvečna. Podjetja so se osredotočila samo na reže za pomnilniške kartice, ki so bile ravno tista funkcija, ki jim je preprečevala maksimizacijo dobička. Vgradnja tako majhne komponente v pametni telefon ni nikakršna nemogoča inženirska težava. To je oblikovalska odločitev, nič več. Kaj pa drugi argument? Argument o vodoodpornosti. Večina blagovnih znamk pametnih telefonov trdi, da rezanje luknje v stranico vodoodporne naprave preprosto nima smisla. Odstranitev reže je kompromis za dosego zaščite pred prahom in vodo, ki jo potrošniki želijo. To je še ena laž. Sony Xperia 1 je uspela doseči oceno IP68, hkrati pa je še vedno imela uporabniku dostopno režo za microSD kartico. To pomeni, da je lahko prenesla prah in potopitev v vodo. To ni bil nek nišni, poceni telefon. Bil je paradni model, predstavljen leta 2023 z vrhunskim procesorjem Snapdragon in 4K zaslonom. Uspelo mu je narediti tisto, za kar so druge družbe trdile, da je nemogoče. Ponudil je sodoben vodoodporen telefon, ne da bi pri tem žrtvoval razširljivo shrambo. Zaradi tega so izgovori industrije o fizičnih omejitvah razpadli. Njihova zgodba ni več držala vode, zato so se preusmerili na novo dimno zaveso – hitrost.
Skozi leta se proizvajalci pametnih telefonov niso osredotočali samo na odstranjevanje rež za shranjevanje iz svojih naprav. Še vedno so si prizadevali izboljšati tudi druge funkcije in specifikacije, ter so veliko svojega časa in energije vlagali v razvoj naprednejših kamer. Te dodatke so oglaševali kot revolucionarna orodja, ki prinašajo profesionalna filmska orodja v vaš žep in obljubljajo ostrejše, čistejše ter bolj podrobne fotografije kot kdajkoli prej. V resnici je bil razlog veliko bolj temačen. Da snemanje 8K uporabnikom omogoča zajemanje slik in videoposnetkov v izjemni kakovosti, vendar te slike in videoposnetki zavzamejo tudi več prostora kot njihovi predhodniki. 1 minuta 8K ProRes videa s 60 sličicami na sekundo porabi približno 45 GB prostora za shranjevanje. Pri tej hitrosti bi bil osnovni iPhone 128 GB prostora poln že po 3 minutah snemanja. Podobno je tudi pri Androidu. Boljše kamere in snemalne tehnologije se oglašujejo kot vznemirljive funkcije, vendar so pravi sesalci prostora. Nenadoma so tehnološka podjetja dobila popolno zgodbo, ki podpira njihove oblikovalske odločitve. Trdili so, da microSD kartice ne morejo slediti današnjim hitrostim branja in pisanja. Prepočasne so za delo s tako velikimi količinami podatkov. Trdili so, da bi snemanje neposredno na SD kartice povzročilo zrušitve sistema in dolge čase obdelave. To bi negativno vplivalo na uporabniško izkušnjo. Podatki to mit ovržejo. Leta 2023 je SD Association predstavil standard SD Express 9.1, ki podpira hitrosti do 4 GB na sekundo. Ni razloga, zakaj sodobna SD kartica ne bi zmogla obdelovati surovih 4K ali celo 8K videodatotek. Tehnologija obstaja. Prisotna je že leta. Proizvajalci pametnih telefonov se samo pretvarjajo, da tehnologija ne obstaja, ker to ni v skladu z njihovimi interesi. Pravi problem ni tehnologija. Problem so politike teh megakorporacij. Veliki proizvajalci telefonov zdaj nočejo prilagoditi svojih telefonov za podporo hitri arhitekturi SD kartic. Namenoma so omejili svoje naprave in na to za počasnost okrivili kartice. Umetno ustvarjena kriza prostora za shranjevanj je potisnila potrošnike v zadnjo fazo njihove pasti. Ker če se vaš telefon napolni že po nekaj minutah snemanja, imate samo še eno možnost – oblak. Tam se začne prava tavška kriza. Predstavljajte si dva uporabnika, ki oba potrebujeta več terabajtov za shranjevanje svojih videoposnetkov, fotografij in osebnih datotek. Eden kupi 2 terabajtno microSDXC kartico za približno 160 €. Plačilo je enkratno. To je to. Drugi se odloči za shranjevanje v oblaku, ki stane $10 na mesec. Toda v 5 letih, kolikor v povprečju traja življenjski cikel naprave, ta poceni paket nanese $600. Enaka cena kot 4 vrhunske SD kartice, samo za najem tega, kar prvi kupec dejansko ima v lasti. In v trenutku, ko se ta plačila ustavijo, je dostop prekinjen. To je zahrbtna narava družbe shranjevanja v oblaku. To ni tradicionalna potrošniška transakcija, bolj je podobno izsiljevanju. S fizičnimi karticami imate vedno nadzor. Kartice so vaše, datoteke so vaše. Morda si novih kartic ne boste mogli takoj kupiti, vendar imate še vedno dostop do vseh fotografij in videoposnetkov, ki ste jih shranili na stare. Pri shranjevanju v oblaku je zgodba povsem drugačna. Če iz kakršnegakoli razloga ne morete več plačevati, ostanete brez dostopa. Vaše varnostne kopije bodo izginile, do vaših datotek ne boste več imeli dostopa in spomini celega življenja bodo namenjeni trajnemu izbrisu strani brezdušnega algoritma. To je realnost, s katero se soočajo številni potrošniki po vsem svetu. Vse zato, ker so jih velike korporacije prisilile v oblačni ekosistem. Rekli so jim, da je oblak prihodnost, da je to najvarnejši kraj za shranjevanje vaših datotek. Nikoli več vam ne bo treba skrbeti, da bi vam zmanjkalo prostora. Vse to za ceno nekaj skodelic kave na mesec. Kar pa ne omenjajo je, da vstopate v začaran krog ponavljajočih se plačil. V življenjski dobi naprave vas lahko to stane večkrat več kot fizično shranjevanje. In ko zamenjate napravo, vaši podatki ne gredo z vami. Ostane v sistemu, vezano na stalna plačila. Več kot shranite podatkov, težje je oditi. Težje je pobegniti iz te pasti. Ta $600 odkupnine ni le stranski zaslužek za tehnološka podjetja. Postal je temelj celotnega poslovnega modela. Desetletja so tehnološka podjetja služila samo strojno opremo. Izdelali so izdelke, ljudje so jih kupili. S tem se je transakcija končala. Nekaj časa je bilo to dovolj. Največja tehnološka podjetja so postala znana prav zaradi teh enkratnih, omejenih transakcij. Toda Wall Street ne mara omejitev. Investitorji nočejo enkratnih prihodkovnih skokov. Želijo si denarne tokove, ki prihajajo mesec za mesecem, leto za letom. Da bi to dosegli, se niso mogli zanašati samo na enkratno prodajo strojne opreme.
Namesto tega so se morali preusmeriti v prodajo storitev. Ko je strojna oprema začela dosegati vrhunec nasičenosti, so tehnološki direktorji začeli preoblikovati svoje poslovne modele. Začeli so se obnašati manj kot običajni proizvajalci strojne opreme in bolj kot digitalni najmodajalci. Leta 2025 je Apple segment storitev, ki se v glavnem vrti okoli naročnin na iCloud, ustvaril več kot $100 milijard prihodkov. To je dovolj, da bi vsako leto kupili več kot 1000 najboljših zasebnih letal na svetu, Gulfstream G700. To je več kot skupni letni prihodek podjetij, kot sta Nike in McDonald's. Tudi druge storitve za shranjevanje v oblaku, kot je Google One, so poročale o rekordnih dobičkih, pri čemer je velik del tega prihodka povezan z odstranitvijo reže za SD kartico. To je bila zadnja ovira na poti popolnega korporativnega nadzora nad uporabniškimi podatki. Smrt SD kartice ni bila naključje, bila je žrtev na oltarju imperija storitev. Toda ali je boj končan? Ali pa je ostal še kakšen žarek upanja? Zgodovina je dokazala, da tehnološki sektor ne dobi vedno svojega. Od Google Glass do 3D televizorjev je bilo na desetine primerov, ko so velike blagovne znamke poskušale vsiliti na potrošniški trg. A na koncu so ljudje ostali in rekli ne. Če mislite, da to ne velja za shranjevanje v oblaku, si boste morda želeli to podrobneje ogledati. Ker medtem, ko so vsakodnevni uporabniki usmerjeni v plačljive naročnine, profesionalci počnejo nekaj povsem drugega. Ta model popolnoma zavračajo. Ni trajalo dolgo, da so filmski ustvarjalci, fotografi, novinarji in raziskovalci ugotovili, da shranjevanje v oblaku ni prednost, ampak tveganje. Če delate v okolju, kjer hitri internet ni na voljo, potem sinhronizacija v oblaku za vas ne bo delovala. Če ustvarjate korporativno vsebino, ki mora ostati zaupna, ne želite ogroziti svojega lastništva s pošiljanjem na strežnike v oblaku. Profesionalni uporabniki želijo nadzor, prenosljivost in lastništvo. Tudi regulativni organi začenjajo podrobneje spremljati oblačni imperij. Sprašujejo se, ali je upravičeno, da tehnološki velikani dejansko zaprejo naprave in prisilijo potrošnike v naročniške sisteme. Že smo videli, kaj lahko naredi regulacija. Ko je Evropska unija uvedla pravila za standardizacijo polnilnih priključkov, so bila podjetja, kot je Apple, dejansko prisiljena sprejeti USB-C. V teoriji bi lahko enako vrsto regulacije uporabili tudi za shranjevanje podatkov in od proizvajalcev zahtevali, da v prihodnje pametne telefone ponovno vgradijo reže za SD kartice. Čeprav prihodnost ostaja nejasna, je ena stvar gotova. Bitka še ni končana. Gre za spor glede funkcij. Gre za premik od lastništva strojne opreme k odvisnosti od storitev. In to nas sili, da se vprašamo, ali smo lastniki svojega digitalnega življenja ali ga le najemamo. Kajti katerikoli model bo zmagal, bo določil naslednjo dobo tehnologije. Ker pametni telefoni odstranjujejo funkcije in zvišujejo cene, se vedno več ljudi začenja odmikati od njih. In presenetljivo je, da to obuja nostalgijo po starejših napravah, še posebej po eni določeni. Oglejte si neuničljiv telefon, ki je uničil lastno podjetje, da izveste resnično zgodbo o ikonični napravi. Ali pa kliknite na ta video.